En lep dober večer, Slovenija, lepo pozdravljeni. Moje ime je Andreja Terčelj. Rada bi pa predstavila nocojšnjega prezentorja našega Romana Rosolnika. Lahko rečem tudi mojega prijatelja, kjer so se spoznala oziroma se poznava leto in pol. Spoznala sva se ravno na tej priložnosti, katero vam bo tudi danes Roman predstavil. Mi je vedno, se kar ponovim, ampak enostavno tako je, da mi je v čast in v ponos, da ga lahko jaz napovem. Zaradi tega, ker veste, da vedno, ko z nekom postaneš prijatelj, ti je zelo pri srcu, ceniš njegove lastnosti, njegov karakter in predvsem bom rekla, Roman je oseba, človek z velikim srcem, z ogromno znanja. Mislim, da poleg ogromno znanja, da lahko rečem, da ogromno izkušenj na svojem življenju, vsak dan slišim za kakšno novo izkušnjo, kadar sva na vezi, mi kakšno svojo zgodbo pove, ki me pravzaprav tako se me dotakne in si rečem, kapo dol, Roman. In nam je lahko, bom rekla, vsem v veselje, da nam bo danes lahko to priložnost predstavil. Iz glavnega razloga, ker je pravzaprav prvi v Sloveniji, ki je to začel in je imel toliko želja in je bil toliko lačen in voljan in željan vsem to prenesti naprej, da lahko to dobro informacijo razširi ne samo v Sloveniji, ampak tudi čez mejo. Hkrati je to dostikrat pozabimo poudariti, ampak pri vsem tem delu, pri vseh teh neprespanih nočeh, ki jih ima Roman verjetno tudi za sabo, da je lahko vse to pognal, da ima lahko tako ogromno in super ekipo zraven sebe, moram reči, da je tudi v Sloveniji prvi, ki mu rečemo Rubi. Boste tudi to slišali malo kasneje, kaj to pomeni, da lahko za nekoga ga pokličemo Rubi. Hkrati pa vidite že te prve slike, ki jih je Roman postavil gor na to predstavitev, da poleg ogromno znanja smo lahko vedno od njega deležni prvih in najbolj svežih informacij. Zakaj? Zaradi tega, ker je Roman v tesnem sodelovanju z vodstvom našega podjetja, ki ga bo danes predstavil, v povezavi tako, bom rekla, z kolegi, ki so ravno tako, bom rekla, uspešni, iz Cipra in pa iz Avstralije. Skratka, vedno rečem in vedno to tudi velja. Vzamite svinčnik, vzamite papir, zagotovo bodo kakšna vprašanja, ki jih boste danes slišali oziroma se bodo vprašanja pojavila. Zapišite si jih, nič hudega, če kje ne razumeli, tudi jaz nisem na tej prvi predstavitvi vsega razumela oziroma da vas potolažim, jaz nisem nič razumela. Pa sem danes tukaj, kjer sem in sem srečna, kjer sem. Skratka, Roman, izvoli, beseda je tvoja in se veselim novosti. Ja, dober večer še z moje strani. Roman Rosolnik, kot je povedala Andreja, hvala ti za to zelo prijazno najavo. Da se vam čisto kratko predstavim, Andreja je povedala, da imam veliko izkušenj v življenju. To pomeni, da sem v življenju veliko stvari probal. In če veliko stvari probate, potem vam veliko tudi spodleti. Ampak jaz sem človek vedno, če 99 padem, da 100-tič ostanem. In če 100-tič padem, se 101-ič ostanem. Tako da mene to nič ni potolkalo, danes pri svojih 57 letih vidim vse, kar se mi je zgodilo kot učna urica, kot lekcijo do tega, da sem danes tukaj, kjer sem. To podjetje sem srečal pred dobrim letom pa pol in zaradi izkušenj, ki sem jih v zadnjih 5-7 letih, preden sem začel delati aktivno s tem podjetjem, nisem bil rejh odprtega duha tisti trenutek. Zato, ker sem dejansko res iskal nekaj, da bi delal od doma, zaradi situacije, o kateri smo danes pogovarjali, zaradi hitro spreminjajočega sveta, zaradi tehnologije, ki z velikimi koraki stopa v naše življenje, tako da sem tudi jaz že pred časom iskal nekaj, da bi lahko bil samostojen, da bi lahko delal od kjerkoli, da ne bi bil vezan na en prostor, da bi lahko potoval, da bi imel možnost izbire v življenju. In sem pogosto naletel na podjetja, ki so, se veste, tako iz podjetij, saj sem verjetno tudi že zgodil, pridejo, grejo. Andreja reče, tako hitro rastejo, kot gobe po dežju, pa še hitreje potem zgenevajo. Tako da sem tudi jaz bil tega deležen. In tako da nisem bil prav odprt zdaj, da še nekaj novega zdaj spet slišim. Ampak ker mi je bil prijatelj, moj dober, ki živi na Cipru,
sem po 3 mesecih vsem rekel, sam sem ga poklical po 3 mesecih od prvega povabila, sem rekel, no, zdaj povej, kaj imaš novega. In sem prvo prezentacijo poslušal tega fanta, Odiseja Sakirjakoja in mi je bilo tako všeč. Zakaj? Zato, ker sem v bistvu videl, da ni to spet ena unih zgodb, neke sheme hitrega zaposluška, ker sem se nažrl teh smešnih zgodb, ki jih vidimo zunaj na trgu, ala 50 € daste, pa 3 leta počakate, potem vsak mesec zaslužili jurja, takih zgodb je zunaj, kar hočete. Ljudje pa kar množično drvijo v njih, seveda, ker vsi si želimo božjega življenja, vsi si želimo najbolj za svoje družine, za svoj life in upamo, da se bo zgodil nek čudež. V bistvu to, kar bom zdaj povedal, je lahko za vaš čudež. Zato, ker v bistvu z nekim trdnim, resnim delom, občasnim lahko naredite čudež svojega življenja, ker dejansko gre res za podjetje, ki bo naredilo impact na ogromno število ljudi. Zakaj sem o tem tako zelo prepričan, je zato, ker šla tudi moja evolucija odločitve, kako sem povedal, od prvega trenutka, da mi je bil všeč človek, ki mi to predstavil, do tega, da sta potem čez en mesec po tistem prišla prvič v Slovenijo Eva pa Phil na otvoritev, to sta naša mentorja iz Avstralije in sem zdaj v stalnem stiku z njimi. To sta dve osebe, ki sta zelo srčne, zelo predane tej misiji naši, ki jo pač imamo in sta zelo zainteresirana tudi, da pomagata vsem in v Sloveniji in na Balkanu in da pomagamo odpreti evropski trg, ker v Evropi praktično še ni česa narejenega. Bom rekel, čisto dokončna odločitev, da je to zdaj moja kariera, da sem srčna povezava, dokončno pa prišla še en mesec zatem, ker sem šel v Moskvo, ker sem želel spoznati tudi lastnike. Zame je bila to zelo pomembna lekcija, ker sem prej govoril o svojih lekcijah v življenju. Ena najpomembnejših lekcij, ki sem se jaz v življenju naučil in je prav na vsaki prezentaciji povem, je ta, da v bistvu posel so ljudje. In ljudje so tisti, ki iz ideje naredijo veliko zgodbo in obratno. Se pravi, ljudje so tisti, ki iz dobre ideje lahko naredijo šmaren. Zato, ker sem spoznal tega lastnika, enega od solastnikov, Chrisa Resa, ki sem videl, kakšno integriteto ima, kakšno dolgoročno vizijo imajo, kakšno poslovno etiko imajo, sem videl, da gre dejansko res za podjetje, ki mu lahko absolutno zaupam. Jaz mu bom en delček te zgodbe poskušal danes prenesti, zakaj jim toliko zaupam, pa zakaj je vredno absolutno vaše pozornosti. Vi ste pa seveda sami preverjali to, še dodatno se pogovorili, kakorkoli, lahko se po webinarju tudi vidimo 1 na 1, pa dobite odgovore na ostale vprašanje, ker ta webinar je dejansko res namenjen neki osnovni informaciji o tem podjetju. Zdaj, ker smo pogovarjali danes o denarju, bi se za hipec posodil za par stavkov tega zelo znanega avtorja o finančni inteligenci, Roberta Kiyosakija. Preberite si, jaz sem ene 3 njegove knjige prebral, pa jih bom zdaj ponovno, še enkrat, kljub temu, da sem se celo življenje izobraževal na finančnem področju, zato, ker v bistvu Kiyosaki uči nekaj, kar nas v šolah ne učijo, ker vas starši niso naučili. Se pravi, Kiyosaki uči o tem, recimo konkretno v tej knjigi, da ljudje zaslužimo denar v življenju na tele 4 različne načine. Se pravi, zaposleni, samozaposleni, lastniki posla pa investitorji. Jaz sem bil zaposlen v klasični službi zelo kratek čas, od 19. pa do 24. leta. Hitro sem ugotovil, da na ta način pač ne bom v življenju dobil tistega, kar sem si želel, tako da sem šel kmalu potem na svoje. Potem je sledila seveda ta zgodba, ki sem jo že malo opisal, vzponi in padci. Kadar mi je šlo super, je bilo super, sem bil ta velik Jack, kadar ni šlo prav super, sem tudi bankrotiral, 3-4 v življenju, tako na celi črti. Samo zaposlitvijo je tako, super je, ampak še vedno ste na levi strani tega kvadranta denarnega toka, še vedno menjate svoj čas za denar. Se pravi, in na ta način nikoli ne moreš priti do neke, bom rekel, finančne svobode. Kaj pa je pravzaprav finančna svoboda? Jaz ljudi dostikrat vprašam, koliko denarja bi mogli imeti, da bi bili finančno neodvisni. Ljudje mi naštevajo cifre nenormalne, da bi mogli imeti pol milijona, pa milijon, pa 10, pa 20 milijonov. Jaz vam bom povedal tle en stavek, malo razmisliti o njemu. Če danes ljudje hodijo v službo za 1000 evrov, recimo, in po možnosti še niso zadovoljni s tisto službo, jaz ne vem, jaz upam, da vi niste med njimi, ampak statistika pravi, da 80% ljudi, ki hodijo v službe, ni zadovoljno s tistim, kar v življenju počne in dobijo za svoje nezadovoljstvo 1000 evrov plače, se pravi, smo v bistvu odvisni od 1000 evrov. Se pravi, ne gre zdaj za milijone, se pravi, če bi imeli možnost nekje
ok, pa rečemo 2000 evrov dodatno zaslužiti, bi to vas osvobodili, se pravi, bi to lahko korenito vpliva na vaše življenje. Malo razmislite o tem, ne gre vedno za milijone, gre za to, kako, gre za življenjski stil, gre za to, ali imamo v življenju obojega ravno prav, časa in denarja. Potem kot enkrat 50 plus, ko sem jaz, potem z leti in leti vedno bolj ceniš ta aspekt časa, ker je čas edina nepovratna dobrina, se pravi, tiste 5 minut, preden sem jaz začel tale webinar, jih ne morem več povrniti nazaj. Denar, ki sem ga izgubil, sem ga povrnil v življenje, časa, ki sem ga pa zapravil za stvari, ki jih bolj, da jih ne bi, pa ne morem več nazaj povrniti. Zakaj sem pravzaprav začel s tem slajdom, s tem Kiyosakijem? Je zaradi tega, ker v bistvu na nek način na eni strani lahko z našim podjetjem časoma, seveda, ne čez noč, v pol leta, letu, 2 ali pa 3 mogoče, če se tega lotite part-time, se pravi ob svojem delu, lahko prijedete na desno stran, se pravi med 5% ljudi, ki imajo pasivni prihodek, se pravi, ki imajo oboje časni denar, to pomeni pasivni prihodek. In na drugi strani, ker smo v svetu, ker smo v hitro spreminjajočem svetu, poglejte, kako hitro tehnologija prodira v naše življenje, kako robotizacija hitro priteka v naše življenje, se pravi, potrebe po klasični delovni sili, da greste v tovarno pa nekaj delate, je iz leta v leta manj in bo tudi v prihodnosti iz leta v leto manj. Ravno včeraj imela Andreja na prezentaciji krasen primer ene tovarne, kjer je prej mrgolel, delavce v rdečih halah, danes je samo še kontrolna soba, kjer se vodi vse robotizirano. Mogoče imate vi službo, mislite, ok, meni se tega ne more zgoditi, ampak ekonomija in cel svet je zelo, zelo tesno povezan. Ne bi toliko prepričan, da se vam te ne more zgoditi, ker je res vsak tehnološki cikel se zgodi hitreje in hitreje in hitreje. Se pravi, en razlog je ta, da vam ponujamo možnost drugačnega življenjskega stila s tem našim podjetjem, drugo je pa na nek način, če pomislite, če pogledate, kaj se dogaja na tem svet, je fajn se odzvati, preden pride velik val. Se pravi, vedno je biti v življenju fajn pripravljen na spremembe, ki prihajajo in spremembe bojo drastične. Mislim, da ta naslednji slajd imam ravno eno na to temo. Zdaj se pa odločam, bo zdaj. Ja, ne bom veliko govoril o teh spremembah, dal sem vam samo malo namiga, sami razmislite, kam gre ta svet, ampak mogoče samo tole, samo en slajd v malo dodaten razmislek. Trenutno 66% ljudi na svetu povezanih na internet. Se pravi, to je 4,6 milijarde ljudi. In od teh 4,6 milijard v povprečju preživijo ljudje na internetu 7 ur. Meni se zdi ta cifra neverjetna. Se pravi, dejansko, če danes razmišljate o nekem svojem lastnem poslu, ko boste začeli, ki bi ga lahko začeli, morate razmišljati o tem, da je 7 ur povprečno preživi vsak na internetu, ki ima internet. Zdaj pa še podatek, ki je mogoče še bolj šokanten. Se pravi, v naslednjih 3 do 4 letih se bo ta cifra iz 60% zdigala na 100 skoraj. Kako lahko to vem? Je zato, ker kot veste, so nas opremili po našem ozonskem plašču z sateliti in bo v 3 letih, se pravi na trgu, 4 milijarde novih ljudi, ki bojo na internetu, 4 milijarde novih ljudi, ki bojo iskali priložnosti, ki bojo nov trg, ki bojo prinesli novo energijo, nov trg in tako naprej. Se pravi, to pri razmisleku, kaj zdaj v življenju, kam v življenju je, kam se obrniti, na kakšen način razmišljati kot podjetnik ali pa kot nekdo, ki želi nekaj dodatno zaslužiti, je fajn te stvari imeti pred očmi, se pravi, kam se ta svet premika. Se pravi, da delate nekaj, kar je v trendu, kar je v valu. To je vedno modro, ne da cepetamo za trendi, ki potem smo malo zadaj. Se pravi, še enkrat več podjetje vam ponuja, jaz sem ga pač že začel, začnete svoj lasten internetni posel, zato sem omenil ta internet in kakšna eksplozija in kakšna ekspanzija je. In to ne na tak način, da tvegate v nekem konvencionalnem poslu, kot samostojni podjetnik, ki smo tam gledali vse samozaposlen, se pravi, brez kakršnega koli tveganja, da morate zdaj nekaj investirati v neko proizvodno, v neko halo, v neko delavnico, v nek lokal, v neko pisarno in potem razmišljati zdaj, kje boste tržno nišo najdeli, kakšne produkte boste ga dali.
Se pravi, podjetje nam ponuja, da lahko delate s produkti, ki jih je razvil nekdo, ki točno ve, kaj dela. Zato, ker naše podjetje, ki bom kasneje pokazal, prihaja iz tehnološko najbolj razvite države na svetu. Se pravi, podjetje bo stalno skrbelo, da bomo mi sodelavci imeli na tej platformi, ki jo dobite za 30 € enkrat na leto, produkte, ki bojo primerni za vse. Zakaj mislim za vse? Zato, ker se stalno dodajajo novi produkti. Jaz, ko sem začel, je bil samo en produkt, zdaj po letu pa pol jih imamo že 5 in v prihodnosti se bodo dodajali novi produkti. Imate možnost delati na trženju različnih produktov, ki so absolutno usmerjeni v trend, ki sem vam hotel prej na začetku te prezentacije pokazati. Se pravi, 25 € plus DDV dobite vse. Dobite produkte, imate obračune, imate podporo, nič vam ni treba drugega poskrbeti, kot to, da pač delimo to informacijo. Se pravi, to, kar zdaj jaz počnem in to, kar delajo ljudje, ki so vas danes povabili, ali pa če gledate posnetek, se pravi, tisti, ki vam je dal tale posnetek, vam šera to informacijo, da vidite, na kakšen način lahko tudi vi s tem pridobite. Kot sem rekel, podjetje iz Estonije, ki je najbolj tehnološko razvita država v Evropi, po moje, glede na število prebivalcev, tudi na svet, ker Estonija je celo še manjša država kot Slovenija. V Estoniji vse poteka digitalno že leta in leta in leta. Kot da se zdaj iz celega sveta hodijo tja učiti o digitalizaciji družbe v pozitivnem smislu. Zato je tudi rečemo Silicon Valley Evrope. Vidite, da smo prisotni v kratkem času že po celem svetu, kar se mi zdi iz stališča spet tega, da imate svoj internetni posel, mali. Se mi zdi spet super, zato ker cel svet je moj trg, vaš trg. Cel svet, se pravi, kjerkoli koga poznate, mu lahko podaste to informacijo. Imamo take informacije, take webinarje v različnih jezikih, v različnih časovnih terminih, v različnih časovnih zonah. Tako da 7 milijard, do zdaj smo prej rekli, do letošnjega leta je bilo 3 milijarde, 4 milijarde ljudi, naš trg v roku 3-4 let bo cel svet naš trg, ker bojo vsi ljudje povezani na internet. Ok, tole je mogoče malo za dodatno podporo. Prej sem vam samozavestno napovedal, da gre za podjetje, na katerega lahko absolutno se zanesete, da malo vidite, da to ni zgolj neko moje mnenje ali pa neko moje opažanje. Na vseh več koncih nas priznavajo kot podjetje, ki ima res neverjetno vizijo. Lahko si vsi pogledate na spletni strani Business from Home. To je spletna stran, kjer so zbrana vsa podjetja iz direktne prodaje, mislim, ne vsa tisto, ki so relevantna, ki sploh nekaj pomenijo na trgu. In to podjetje je neodvisno, ta portal Business from Home, neodvisno od podjetij samo oceni ta podjetja in jim dajo ocene, bonitetne ocene od B, pa 2B, pa 3B, pa tako naprej. In najvišja možna ocena je AAA. Se pravi, naše podjetje je eno od 15 do 20 na svetu iz direktne prodaje, ki ima AAA bonitetno oceno. Ok, naslednji slajd. Dobro, zdaj smo prišli do točke, da pogledamo te naše produkte. Tako sem povedal, od produktov so vedno novi in novi. Ko sem jaz začel, bi samo DaCoin. Zdaj smo dobili prejšnjo nedeljo, se pravi, jutri bo 2 tedna, odkar smo dobili nov fenomenalen produkt, ki bo rušil vse rekorde. Tako da se bom danes malo več zadržal pri teh 2 produktih, se pravi pri tem novem in pri DaCoinu, zaradi tega, ker za ostale produkte bomo zdaj pač primorani delati posebne prezentacije. Ker če bi zdaj hotel vsak produkt opisati natančno, potem bi bili tle na webinarju seveda 3 ure, kar pa ni niti moj cilj, niti nočem vašega časa tratiti. Mogoče samo 2 stavka o teh ostalih 2 produktih, Forex Insider in pa Bank, kot sem rekel, lahko dobite to posebej. Forex Insider je v bistvu, imate možnost, da ste prisotni, da sodelujete na največjem svetovnem finančnem trgu. Se pravi, Forex, kot vam ime pove, je internetna menjalnica, kjer se obrne nepredstavljiva velika vsota, vsak dan 5000 milijard dolarjev se vsak dan obrne denarja in veliko ljudi si želi biti udeleženo na tem trgu, veliko ljudi pa seveda pri tem sprejema narobe odločitve ali da pošiljajo denar v neko firmo, se opravičujem, ki jim obljublja, da bojo drug teden naredili tak donos, pa v tem mesecu tak donos, pa v enem letu 300% donosa. Jaz vam
svetujem toplo, da ne pošiljate denarja nobeni firmi, ki vnaprej karkoli obljublja, da vam bo naredila neki donos. Ne zato, ker se tega ne bi dalo, ampak ker enostavno ni na svetu niti bančnih združenj, niti trgovalca, niti robota, ki bi lahko vnaprej vam napovedal, kako bo naredil donosa. Se pravi, pa nas dobite v tem produktu Forex Insider za 50 € plus DDV na mesec, dobite od firme trgovalne namige, trgovalne ideje in trgujete na svojem denarju, na svojem računu. Denarja nikamor svojega ne pošiljate. Teh idej je približno 20 na mesec, neke osnovne stvari se lahko naučite s tem produktom, dobite neko osnovno znanje. Če pa vsa zadeva relativno zelo preprosta, pač morate se naučiti skopirati 3 številke in vam te 3 številke vpisati na svojo trgovalno platformo in se bo trade zgodil v plus ali pa minus. Zdaj, naš cilj je, cilj podjetja je, da bi nekje sodelavci lahko naredili v povprečju 10% donosa na mesec, 10+. Po enem letu, kar ta produkt imam, smo zelo blizu temu našemu cilju. Tako da pogledajte si prezentacijo, ki je namenjena izključno temu produktu. Drug produkt, ki vam tudi samo na kratko omenil, je Bank. To je pa en produkt, ki je tudi zelo pomemben, ki bo pomemben vse bolj in bolj, ker v bistvu govori o tem, kako biti uspešen pri sodelovanju z ljudmi. Prej smo se pogovarjali, kako tehnologija z velikimi koraki vstopa v naše življenje, kako se svet digitalizira, da se pravi potrebe po klasični delovni sili je vse manj in manj, se pravi vse bolj bojo lahko uspešni tisti, ki so uspešni pri komunikaciji z ljudmi. In ta produkt nam v bistvu pomaga, da lahko v zelo kratkem času prepoznate, kdo je vaš sogovornik. Se pravi, je namenjen praktično vsem ljudem, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z ljudmi, a ste v prodaji, v trženju, v affiliate marketingu, v zavarovalništvu, v nepremičninah, se pravi vsi, ki imamo kakršenkoli opravek z ljudmi, lahko s pomočjo tega produkta v 90 sekundah bolje razumete, kdo je vaš sogovornik in na ta način prilagodite pogovor temu sogovorniku. Ker ljudje smo 4 različnih tipov, ne bom vam zdaj teh razlagal, katerih, poglejte si posnetek od lastnice, to je ameriško partnersko podjetje in tam lastnica v 1 uri zelo natančno razloži, kaj je ta produkt. Na najboljši možni način, kako ga lahko sprobate, je pa ta, da ste pač naš sodelavci in ga v prvem mestu dobite zastonj. Ne, pravzaprav ni zastonj 1 €, pač simbolična cena 1 €. Na ta način dejansko res lahko spoznate, vam ta produkt lahko pomaga pri vaši komunikaciji z ljudmi in lahko vam povem, če ga boste uporabljali seveda, ne samo da te evro plačali, če ga boste uporabljali, potem vam bo tudi pomagal. Zdaj bomo pa pogledali ta naš novi produkt, kjer smo videli, da je tukaj še vedno eno vprašanje. Tega vprašanja zdaj ni več, se bojo po prihodnosti zdaj tukaj na slajd, ko smo rekli, dodali novo vprašanje, zato ker bomo imeli pač nove produkte. Novi produkt se imenuje The View. Kaj pravzaprav je The View? The View je v bistvu virtualna platforma, ki bo prinesla to, kar mi danes poznamo pod virtualni svet, na popolnoma en nov, v tem trenutku verjetno še za večino ljudi popolnoma nepredstavljiv svet. Zakaj? Rekel sem vam, da virtualna realnost obstaja že danes. Na nek način jo neke branže uporabljajo že danes, po drugi strani jo pa otroci naši uporabljajo zato, da se igrajo igrice, veste, s tistimi očali in tako naprej in se igrajo, pa neki plešajo zraven, pa tako naprej. Se pravi, cilj našega podjetja je, da bi razvili platformo, ki bo prinesla to na popolnoma nov nivo, na ta način, da se bo ta produkt, ta platforma začela uporabljati čisto popolnoma v vsakodnevnem življenju. Se pravi, hočemo povedati, da zaradi sprememb, katerih priča smo, se bojo načini, kako mi potujemo, načini, kako obiskujemo dogodke, načini, kako se izobražujemo, načini, kako delamo posle, način, kako komuniciramo, se bo v naslednjih letih drastično spremenil. In ponudba v tem trenutku, v tej razvojni fazi s to platformo je, da v bistvu vi lahko ste, bom rekel, angelski investitor ali pa crowdfunding. Se pravi, pokazal vam bom način, kako lahko dobite od tega produkta v tem trenutku popolnoma pasiven prihodek. Popolnoma pasiven. Čisto na koncu prezentacije bom seveda povedal tudi, kako ste lahko aktivni sodelavci, kako lahko prestopite, kot smo rekli, na desno polovico, kar se kje vsake tiče, ampak zdaj v prvi fazi bi vam želel predstaviti
zakaj in kako in na kakšen način lahko ste udeleženi v pasivnem prihodku. Tle še malo številk, ne bom se zdaj tle več ponavljal, ker sem že itak poskušal malo s tem, kar sem povedal, malo odpreti oči, kam ta svet gre. Dejstvo je, da je svet virtualne inteligence, umetne inteligence, razširjene realnosti, ena od 5 branž, najhitreje rastočih bo v naslednjih 5 letih. Tega se nisem spomnil jaz, niti podjetje, to so pač analitiki prišli do tega in ni dvomno, da se pomikamo v ta svet. Ok, kako bo zdaj izgledalo, na katerih področjih bomo razvili v naslednjih 2 letih ta View projekt. Se pravi, predvsem na področju zaenkrat teh 7 platform, teh 7 panog, teh 7 branž. Turizem in potovanje, na eni strani se te verjetno strinjam, da je ena od največjih branž na svetu, ampak zdaj moramo v tem trenutku reči bila, zato ker v tem trenutku je turizem dead in nič ne vemo, kdaj se bo to karkoli spremenilo. Dejstvo je, da pač bojo te turistične agencije, vsi, ki ponujajo potovanja, bojo pač mogli nekaj narediti. Se pravi, če bo taka situacija se vlekla še naprej, nekateri so že reagirali, nekateri svoje stranke že ponujajo virtualne izkušnje, virtualne potovanja, nekateri še ne, ampak cel svet in naše navade, kako bomo v prihodnosti potovali, se bojo seveda korenito spremenile, vkolikor nam seveda sistem oziroma vkolikor nam tehnologija omogoča, da doživimo nekaj, kar je zelo, zelo podobni realni izkušnji. Vem, zdaj vsi, ki prvič to slišajo, rečejo, ja, ampak se virtualno potovanje nikoli ni isto, kot je pa live. Popolnoma se strinjam, nikoli ni popolnoma isto in verjetno nikoli ne bo 100% popolnoma isto. Ampak s to tehnologijo bo se ta virtualnost zelo, zelo, zelo približala realnemu občutku. To je ena stvar. Druga stvar pa pomislite, da sem vam prej govoril o časnem denarju. Jaz sem vam rekel, da sem star 57 let in v življenju vse bolj cenim svoj čas. Jaz sem se pri mladih letih odločil, da bom freelancer, zato ker me v življenju 1735 stvari zanima. In 1800 koncev v življenju bi rad šel v različne države, mnogo stvari bi rad še ogledal, ampak enostavno smo vsi časovno omejeni. Se pravi, jaz danes se že zavedam, da 99% stvari v življenju, ki bi jih rad videl, jih ne bom. Tudi, če bi imel jutri 10 milijonov denarja, pa ves čas na tem svetu, pač je svet je prevelik in prelep in preveč stvari me zanima, da bi imel možnost vse videti, kar jaz si želim videti. Se pravi, na ta način si pač lahko ogledam neke stvari, ki jih nikoli ne bom mogel videti. Potem recimo šport in zabava. Se pravi, če ostanem zdaj pri meni, vi pa vse pomislite, kaj vse želite si videti, na kjer tekme bi vse radi šli, če bi imeli možnost. Jaz recimo že cel življenje hodim na olimpijske igre. Cel življenje si želim iti na olimpijske igre, pa še zdaj nisem šel na olimpijske igre. Vedno rečem, naslednjič bom šel pa res. Zdaj ne vem več, ali bom sploh še šel na olimpijske igre, ampak sigurno si jih bom ogledal v virtualnem svetu, ki je popolnoma nekaj drugega, kot na televiziji, ker zdaj ta trenutek se pogovarjam o 3D svetu, v naslednjih letih se bomo pogovarjali o 4D pa 5D, kar pomeni dejansko res zelo, zelo približek te dejanski živi izkušnji, ki jo imamo, če gremo neki event pogledati v live. Shopping, do shoppingu ne govorim, shopping mislim, da bo eksplodiral v, nočem biti prerok, nimam steklene kugle, ampak če malo gledam stvari, ko se razvijajo, ampak v 3 letih mislim, da bo v shoppingu, virtualni shopping, totalna eksplozija. Zakaj? Je zaradi tega, ker je način, kako se lahko to strankam ponudi, relativno zelo, zelo enostaven. Za razliko od potovanja, ta pristop zelo, zelo enostaven. Recimo vsaka trgovina, vsak velik shopping center si lahko posname svojo trgovino na profi način, seveda, ne zdaj to z kamero nekdo naredi, na profi način in se strankam ponudi, da lahko obišajo njihovo trgovino nadaljavo, se pravi, da dejansko res stopijo v to trgovino virtualno, si na avatarju probajo svojo oblekco, ki jo mislijo kupiti, kikalico, hlače, karkoli, in vidite, vam paše, po netu naročite in dobite oblekco domov, fizično oblekco, ne virtualno seveda. Se pravi, jaz mislim, da ravno ta sektor bo v prihodnosti blazna eksplozija. Potem recimo nepremičnine.
Pogosto, ne vem, kupujemo nepremičnine, nam prodajajo nepremičninarji objektke v drugi gradbeni fazi ali pa celo, ko je šele samo zemljišče, pa imajo sliko. Se pravi, verjetno bi veliko lažje se ljudje odločili, če bi lahko nekdo pokazal že, kako bo to izgledalo, ali pa adaptirate stanovanje. Radi bi ga čisto popolno adaptirali, se pravi, če bi imeli možnost 3D si pogledati, bi se bistveno lažje lahko odločili, kako boste opremili svoje stanovanje. Tukaj sem se zadržal majčkeno dlje namerno, zaradi tega, ker dejansko govorimo o prihodnosti. Zato sem vas hotel malo popeljati na ta dream trip, da vidite, kaj se ta svet premika in da to absolutno je naša prihodnost. Se pravi, zdaj, če ste to na nek način, bom rekel, kupili, sprejeli, če ste začeli razmišljati v tem smeri, vam bo zdaj pokazal, na kakšen način lahko pridobite, če pač podprete ta projekt View. Se pravi, projekt View lahko pristopite tako, da si zagotovite članstvo. To članstvo je od 125 evrov pa do 1000 evrov in za vsak paket dobite določeno število unicev ali šerov ali pa deležev. Se pravi, jaz bom, ker je prezentacija v unicih, govoril pač o deležih. Se pravi, je, kot vidite, dostopno za vsak žep in bomo zdaj pogledali, kaj v bistvu vi dobite z nakupom tega paketa, tega članstva. Že tukaj vam lahko povem, da lahko si izberete tudi več različnih paketov. Da pomeni, zdaj, če ste kupili Basic, da morate karkoli upgradeati, prav lahko kupite 5 Basicov, 3 standarde, 7 super in tako naprej. Zdaj, kaj s tem dobite, vam bom pokazal zdaj v naslednjem slajdu. Se pravi, za vsakim paketom, ki ga kupite, ste udeleženi v 2 bazenih, v 2 poolih. Se pravi, od vsega, kar sem vam prej naštel, od teh platform, ki bo podjetje dalo na trg in začelo tržati, se bo 1% vsega prometa stekalo v globalni pool. Se pravi, od vseh držav, ki jih bomo v prihodnosti imeli, se bo 1% vsega prometa, ki se bo ustvaril, stekal v ta globalni pool. 5% se bo pa stekal v regionalne poole, to pomeni regionalni, pa pomeni ali posamezna regija ali pa posamezna država. Se pravi, in vi z nakupom enega paketa, recimo, dajmo zdaj pri primeru paketa za 1000 evrov, s tem dobite na eni strani in delež v globalnem poolu, potem si pa zberete eno od držav. Se pravi, boste udeleženi v vsakem primeru, ne glede na to, kakšen paket kupite, ne glede na to, kako je velik paket, udeleženi pri obeh poolih. Se pravi, na eni strani pri vsem globalnem prometu, po drugi strani pa pri državi, ki si jo boste izbrali. Zato sem prej rekel, da si lahko več paketov izberete, zato ker lahko s tem pokrivate več držav. Se pravi, države so kategorizirane na isti način kot paketi. Se pravi, imate države, kjer je en delež 1000 evrov, potem imate države, kjer je en delež 250, 500, 250 pa 125. Konkretno imam tukaj zdaj en primer ene države, kjer je vrednost deleža 1000 evrov. Ne vem, če ste že bili na Nizozemskem. Jaz sem bil prekrasna država, verjamem, da bo to velika uspešnica, da bo to, zakaj? Zato, ker je turistično zanimiva, zato, ker je, smo podjetje gledali pri izbiri tudi to, da je ta, bom rekel, mesečni dohodek na rezidenta dosti velik, turistično je zanimiva in ljudje so zelo liberalni, zelo odprti za novosti. Se pravi, če pogledamo zdaj čisto konkretno še enkrat ta primer Nizozemske, če kupite en paket za 1000 evrov, imate en delež v Nizozemski, se pravi, en delež v tem poolu od Nizozemske in 21 unicev, če se spomnite une pakete, mogoče bo še kakšen slajd kasneje, in 21 deležev v global poolu. In kaj zdaj to pomeni? Se pravi, 2700 unicev pa samo je za to državo. Jaz sem v enem kasnenih slajdov vam pokazal, koliko teh hiter zadeve se zapirajo. To pomeni, da v 2 tednih je v nekaterih državah že več kot četrt prodanega. Se pravi, 5% vsega prometa, ki se bo zgodil na Nizozemskem, se bo razdelili 2700 ljudi. Samo 2700 ljudi. Tako da je treba tukaj zelo hitro razmišljati, pa zelo hitro reagirati. Potem imate recimo Italijo. Jaz Italijo poznam samo tale severni del, ki je do, ne vem do kam, do Milana, a je to še severni del, se ne vem. Nikoli v življenju nisem bil na Siciliji, nikoli v življenju nisem bil dol. Evo, to je spet neka destinacija, ki sem
iz leta v let, bom drug let, pa čez 5 let pa si ga naenkrat si star 60 let. Ne. Kdo si ne bi želel, ne vem, videti tele v Rimu. V Rimu še nisem bil, recimo. Ne. A si predstavljate, recimo, da vas sam 60 sekundico peljem na sanski trip, ne, da si dopoldne greste si ogledati skupaj z ženo eno taklo znamenitost, ne, zvečer gre vaša soproga, ne vem, v šoping, v Prado, ne, menda je Milano prestolnica vseh teh blaznih modnih znamk, ne, vi greste ta čas pogledati na San Siro tekmo od Milana, ne, zvečer greste pa v Milansko skalo eno krasno opero pogledati, ne. To bi bilo, evo, sanski dan, ne. In to vse se bo dalo pač narediti online. Recimo, v tem primeru je Italija 500 evrov in samo 5500 deležev na razpolago za to državo. Mislim, da imam zdaj tle še en primer za 250. Meksiko je ravno tako zelo zanimiv tudi zaradi tega in turistično in zaradi tega, ker v Success Factory ima že v Mekiki ogromno strukturo, tako da verjamemo, da se bo tam zelo hitro začelo dogajati in se bo zelo hitro začel tudi turnover, se pravi tudi dobiček iz tega kreirati. Potem še ena država, ki je, katere seveda ne moramo, ne, to je Jordanija. Zakaj ne moramo imeti Jordanije? Zato, ker v bistvu Jordanija je z naskokom ogromnim najuspešnejša država v Success Factoryju. Vam bom že zdajle povedal, pridite si jutri poslušati ob 9. zjutraj enega liderja iz Jordanije, Ahmad Rabaja, vas bom potem na koncu še enkrat čist ekstra povabil, ampak da vidite, kaj se tam dogaja, kaj tam tazga, da ljudje pri 100 evrih plače, ljudje kar nori delajo ta biznis, ne. Ok, kakšen je zdaj poslovni načrt, kakšna je zdaj strategija za naslednje 2 leti? Prvih 25 držav, kot rečeno, smo dobili prejšnjo nedeljo, 1.4. pride 5 novih držav in 1.5. 5 novih držav. Potem bojo poleti se pojavile prve te virtual experience, se pravi, boste to lahko, bojo neki tečaji, neke probe. 1.6. zelo pomemben podatek, ne, marketplace. Se pravi, marketplace pomeni, da tisti, ki recimo bo imel nek delež ali pa 2 deleža, recimo, če ostanemo zdaj pri Nizozemski, pa bo mogoče rabil denar polet, bo lahko to prodal nekomu, ki bo prišel kasneje, zato ker, kot rečeno, je teh deležev za vsako državo zelo omejen in nekatere države bojo prodane absolutno že pred 1.6. Ne, ampak tudi po 1.6. bojo prihajali novi ljudje, odprli se bojo novi trgi, firma gre v kratkem tudi na ameriški trg, ne, in verjemite mi, da si bojo Američani hoteli kupiti deleže v takih državah, kot so Italija ali pa Španija in tako naprej, ne. Se pravi, 22.2. na 4. naši obletnici bomo imeli beta launch, se pravi, bomo lansirali ta produkt. Beta pomeni, da bo pač še v testni fazi še eno leto, se pravi, da se vse te stvari potem še neki finese dodela, da se dobi nek feedback z tržišča in potem čisto uradni launch na 5. obletnici. Zdaj imamo eno še posebno promocijo. Promocija je že samo dejstvo, ko povem, se stvari zelo hitro zapirajo. Se pravi, ampak vseeno, če naredite, če kupite kakršenkoli paket ni do 1. je to podaljšan do vključno 9. Upam, da sem zdaj prav povedal, do 9. sem prav povedal, no, zdaj mi je ratal. Do 9. do 11. zvečer imate možnost, če kupite in alocirate paket v izbrano državo, da dobite dvojno vrednost v Global Poolu. Se pravi, dvojno vrednost v Global Poolu. Zdaj ob tem vam moram povedati še eno stvar. Se pravi, ko dobimo 5 novih držav, to bo pomenilo tudi, da od teh 25, ki ste vam jih zdaj predstavil, nisem vse predstavil, ampak 25 držav teh je, ne bo več možno dobiti, lahko jih boste še kupili, ne bo več možno dobiti deleža v Global Poolu, ampak izključno v regionalnem poolu, se pravi, izključno v državi, ki se boste izbrali. Tako da pravi trenutek je zdaj, najbolj danes, če se le da danes. Aha, to je zdaj en slajd, ki sem ga zdajle na brzino dol potegnil pred kratkim, da vidite od teh držav, ki jih imamo, kjer so najbolj prodajane v tem trenutku. Ta slajd je star, ta podatek je star 3 dni,
In po 3 dneh te podatki več ali manj že za 10% ne držijo. Se pravi, Arabski Emirati z znamenitim Dubajem je prodano preko 34%. In tako naprej. Se pravi, vidite, da se priložnost zelo hitro zapira. Upam, da ste čez tole, kar sem uspel povedati, prepoznali to vrednost tega, da ste prepoznali tega, da je to absolutno prihodnost. Če še vedno niste prepričani, vprašajte prijatelje za kakšen film dodaten, predvsem pa pridite jutri ob 9 na prezentacijo od Ahmada